V letošnjem letu ste eni pa še boste dopolnili 18 let in to je tisto čarobno leto, ko dobite en kup novih pravic in s tem tudi kup novih dolžnosti. In ena izmed takšnih pravic je tudi vojaška dolžnost in s tem letom vas vpišemo v vojaško evidenco. Če bi kdaj v naši državi nastale takšne razmere, ki bi narekovali, da se ponovno uvedejo obvezne sestavine vojaške dolžnosti, se pravi v primeru, ko bi državni zbor sprejel odločitev o obveznostnem služenju vojaškega roka, takrat bi iz te vojaške evidence pobrali podatke in povabili določeno generacijo na zdravniške preglede, na nabor in pa na služenje, ki bi bilo različnih delovnih mest in služb v Slovenski vojski je čez 70. Doskrat med mladimi slišim vprašanje, če bom izkazal neko zanimanje, bi bil zaposlen v Slovenski vojski na kakšno delovno mesto, me boste dali katero srednjo šolo, naj grem, da bom lahko poklicni vojak. Vemo, da srednje vojaške šole ni. Za nas praktično tudi upoštev čisto vse srednje šole. Misija je sestavljen del vojaškega poklica, se pravi ni del, v katerem bi se vojak odločal, da je odločil na misijo ali ne, se pravi od vojak samo od ponedeljka do petka, po 8 ur, če treba pa na misijo, pa da bom ali pa obratno. Se pravi, misija v enoti, če enota nekam je napotena, poklic s to enoto tudi ti. Če ni napotena, pač ne gre. Zdaj so enote, ki hodijo, ki je večkrat komisije, ki je manjkrat ampak, kadarkoli že pride, je to pač sestavljanje tega. Program je popolnoma isti, katerega greste čez, kot je za poklicnega vojaka. Se pravi, če opravite prostovoljno služenje vojaškega roka, ste opravili vse tiste veščine, katere so potrebne potem za zaposlitev. In če se po uspešno upravljanju prostovoljno služenje vojaškega roka hočete zaposliti, dejansko ne rabite več to osnovno vojaško urjenje. Zdaj, kot tehniki, letalski tehniki nas tukaj zanimajo profili strojni tehnik, elektrotehnik ali pa tehnik mehatronik. Kako priti sploh v službo v Slovensko vojsko, boste izvedeli na drugi delovni točki, ampak ko ste enkrat pri nas, se pravi kot podčasnik, prijete k nam v eskadrilje, se pravi v bistvu že k nam na plačo, morate se nadaljne usposabljati, tukaj pa srednja strojna šola za nas ni dovolj. Narediti morate osnovno letalsko-tehnično usposabljanje. Povedali so nam razne možnosti glede zaposlitve v Slovenski vojski, natančneje v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ali pa drugot v Sloveniji. Mene v bistvu zanima bolj poklic pilota in se za to bolj zanimam, ker se mi zdi, da je to pač zanimiv poklic. In tudi sam bi rad prišel do štipendije, ki jo ponuja Ministrstvo za obrambo Slovenije in pa Slovenska vojska.